studio med snemanjem oddaje in studio dobro uro pred tem. Da je bilo vse na svojem mestu, so poskrbele številne roke. Tudi Gregorjeve, bil je eden izmed 4 postavljavcev scene. Mi smo postavili v bistvu tele palete, ki jih vidite po tleh, odpiranje kulis. Obstaja načrt, palete se pripeljejo noter, vzame se načrt in potem se palete razložijo pač po načrtu. In ko se oddaja konča? Potem pospravimo te palete, naložimo, odpeljemo in je za nas zgodba končana. Ker ni vsaka vrsta svetlobe primerna za vse situacije, za ustrezno osvetlitev po navodilih režiserja poskrbijo osvetljevalci. Skupina za osvetljavo na televiziji Slovenija šteje 27 zaposlenih, 1004 poklicev. Osvetljevalec, programer osvetljave, oblikovalec osvetljave in mojster osvetljave. Kot ste videli, smo zdaj postavljali kompletno luč, zdaj pa treba luč uravnotežiti v pultu, da ne bo premočna spredje, zadaj, da se to uskladi, da je vse tako, kot mora biti. In pa gremo s kontrolo kamere, s kontrolo slike to skozi pogledati in potem gremo eno vajo skozi in pogledamo, če je to, kar smo hoteli. Meni se zdi luč en od bistvenih faktorjev, da slika izgleda dobro. Tako da, recimo, kakor tukaj vidite navadne gajbe, če se jih lepo osvetli, iz tega nastane scenografija. Da gledalci na zaslonih vidijo čim lepšo sliko, pa poskrbi mojster slike. Vse kamere moram tako kontrastno, svetlobno, barvno, in še z drugimi nastavitvami kamere urediti, zato da nekako zgleda. Potem pa v sodelovanju z lučmojstrom narediva nekako vizualno podobo same oddaje, ne bom rekel kot scenografsko, ampak slikovno. Naredimo skin efekt, polepšamo obraze, skrbimo, da so lepi, da ni notri vpadne svetlobe na kamere, da so barve lepe in bom rekel predvsem pa zato, da to, kar vi vidite doma, da zgleda kvalitetno. Dandanes prevladujejo televizorji visoke ločljivosti, pri katerih se na zaslonu, kot pravi Boštjan, opazi sleherna, še tako drobna pomanjkljivost na obrazih nastopajočih. Zato morajo biti mojstri slike na te podrobnosti še posebej pozorni.